Ruski monarh Peter I. je bil grozno neumen cesar, idiot in neumno bitje. Vse dejanja Petra I. So neumna do kretenizma. Literati, ki so pisali zgodovino Rusije, so iz Petra naredili junaka reformatorja. Prodajni literati so imeli nalogo, da si zamislijo drugo različico preteklosti. Napisali so veliko neverjetnih neumnosti, na primer reforma koledarja. Menijo, da je Rusija prej živela po koledarju od stvarjenja sveta. Peter I. je ukinil ta koledar. Leto 7208 od stvarjenja sveta je postalo leto 1700 od Kristusovega rojstva. Ruski in sovjetski zgodovinarji pravijo, da je to bil velik korak k modernizaciji zaostale Rusije. Domnevno je s tem dejanjem Peter sinhroniziral koledarje z vodilnimi evropskimi državami in ustvaril enoten koledarski prostor, v katerem je priročno ukvarjati se s trgovino, proizvodnjo, diplomacijo, izobraževanjem. Trdi se, da je Peter Veliki postavil Rusijo na isto raven kot visoko razvite Evropejce. Zelo lepo zveni, vendar pa so takšno neumnost lahko napisali le nevedneži ali prevaranti, torej zgodovinarji. Poglejmo uradne dejstva. Prej je Evropa živela po julijanskem koledarju. Izkazalo se je, da julijanski koledar ni zelo natančen. Trajanje leta v julijanskem koledarju je za 11 minut daljše, kot je v resnici. Čeprav je napaka zelo majhna, pa julijanski koledar v 128 letih zaostaja za en dan. Zato je bil v 16. stoletju sprejet natančnejši koledar. Imenovali so ga Gregorijanski, v čast papežu rimskemu Gregoriju. V tistem času je bila politična karta Evrope drugačna. Ampak imenoval bom sodobne regije, da boste razumeli. Po navodilu voditelja rimske cerkve so katoliške države Evrope prešle na nov gregorijanski koledar. To so Francija, Italija, Španija, Portugalska, Poljska, delno Nemčija in Nizozemska. Katoliki so prešli na novo različico koledarja dolgo pred rojstvom prihodnjega ruskega cesarja. V letu 1700 so se protestantske države Evrope prav tako odpovedale julijanskemu in sprejele gregorijanski koledar. In sicer Nemčija, Danska, Norveška, Švedska, Nizozemska, Švica. Navedem regije po sodobni geografiji. Toda v Rusiji neumni Peter Veliki uvaja zastareli julijanski koledar, od katerega so se odpovedale vse razvite države Evrope. Te države so bile za Petra I. vzor. Na njih se je opiral in jih jemal za zgled pri reformaciji zamrle Rusije, tako pravijo zgodovinarji. Toda Peterjeva koledarska reforma ni ustvarila enotnega koledarskega prostora z Evropejci, ni izboljšala odnosov, ker so datumi vseeno izhajali različni. Evropa je živela po gregorijanskem koledarju, Rusija po julijanskem. Razlika med koledarji na začetku 18. stoletja je znašala 11 dni. Sprememba koledarja je zelo zapleteno opravilo. Potrebno je predelati ogromno količino dokumentacije. Treba je navaditi vse državljane na nov red. To je zapleteno, to je drago, to je težko, to dolgoročno moti delovanje javnih mehanizmov. Če želimo izvesti koledarsko reformo, moramo vzeti najboljši, najbolj natančen, najnovejši koledar, gregorijanski. Tako velike družbene spremembe, kot je reforma koledarja, se pripravljajo zelo dolgo časa. Najprej dolgo razpravljajo, ali novost prinaša tiste nevšečnosti in stroške, ki se bodo pojavili med in po reformi. Vedno so prisotni podporniki, vedno so prisotni nasprotniki. Na to se v prihodnji reformi vnaprej obvesti vso prebivalstvo, da se lahko pripravijo. Peter Veliki ni mogel ne vedeti, da polovica Evrope živi po novem gregorijanskem koledarju. Druga polovica pa se pripravlja, da nanj preide. Toda veliki ruski reformator je izbral zastareli julijanski koledar. Rusija je lahko uskladila koledarje le z Grčijo, Bolgarijo, Romunijo in Srbijo. Niso prišli na gregorijanski koledar. Zgodovina teh držav ne šteje za vodilne države Evrope v tistem času. Poleg tega so bila ta ozemlja del Osmanskega cesarstva. Leta 1700 Velika Britanija ni uvedla julijanskega koledarja. To je storila šele sredi 18. stoletja. Rusija je prešla na gregorijanski koledar šele na začetku 20. stoletja. Po zelo krvavi revoluciji. Zgodovinska dejstva o spremembi koledarja v Rusiji se nikakor ne ujemajo z razlagami zgodovinarjev. Tako pogosto je, ker je zgodovina izmišljena od lažnivcev. Ali je Peter I. skupaj z vodstvom Ruske imperije in znanstveniki iz akademij in univerz bil neverjetno neumen. Predstavljate si, vsi ministri, vsi upravljavci, vsi znanstveniki, idioti. Pod vodstvom norčavega cesarja,
Niso razumeli, kaj delajo, in so vzeli zastareli koledar. Tako izhaja iz uradne zgodovine. Ampak, če voditelji Rusije niso bili norčki, kot jih prikazujejo zgodovinarji, pomeni, da je bila v preteklosti povsem drugačna situacija. Drugačna državna in politična delitev. Tukaj je kar skrivati. Zgodovinarji vedno služijo politikom in prepisujejo preteklost po naročilu aktualne oblasti. Zelo zanimiva tema. Nadaljujmo.